Lep pozdrav vsem, se zberemo spet na že ustaljenem terminu letnika. Današnja tema bo maoizem in teorije vojne oziroma vojskovanja, ki jih je razvil preko svojih praks. Predaval pa nam bo Filip Čokumek, študent sinologije ter filozofije, sodelavec na Neodvisnem obalnem radiju, pa aktiven član tako Iskre kot socialističnega bralnega društva v Slovenski Istri. Tako da. Hvala. Preden začnem, je bilo naročeno, da morebitnim prisotnim izkrašam Domen sporoča, naj operejo lonce. Ampak ja, v glavnem je lepo pozdravljeni na pač današnjem predavanju. Zdaj, nekako namen tega predavanja je pač trodelni, oziroma tri dele bo imel. Prvo bomo pisali zgodovino Kitajske in pač njene komunistične partije v prvi polovici 20. stoletja, ker bomo obdelali pač materialne okoliščine nastanka partije, njeno zgodovino in pač skozi katero se je tudi oblikovala njena politika in odnos do vojne, oziroma samo politika vojskovanja. Na to bomo delali pač neko to sintezo maoističnih principov vojske in vojskovanja, kot se je skozi zgodovino razvila, bolj podrobno, in na koncu bomo tudi malo naredili pač pregled ene par primerov po svetu, pač bolj ene par primerov, in na koncu seveda naredili sežetek, s čim od tega si lahko pomagamo, recimo temu. Pa še en disclaimer, jaz nisem akademik, pa nimam ful akademskih sposobnosti, tako da bo to predavanje bolj ljudsko, recimo temu, upam, da bo zadovoljivo. Skratka, če začnemo kot moramo, pri pač materialnih pogojih, torej ekonomske in politične razmere, torej od opijskih vojn dalje, torej to so tam polovica 19. stoletja, v bistvu lahko gledamo na kitajsko ekonomijo v nekem dvojnem pogledu. Ob obali imamo tuji kapital, torej imperialistične posege, tam imamo razvite kapitalistične odnose, tovarne, dejansko nek proletariat in tako dalje, ampak to je le majhen del kitajske populacije in teritorija. V večini notranjosti še vedno vladajo relativno tradicionalni kitajski podeželski kmečki odnosi. Ti pač temeljijo na neki zasebni lastnini obdelovalne zemlje, klanski sorodstveni ureditvi in dejanski pravni svobodi kmečkega prebivalstva, ter seveda na neki mali podeželski obrti, s katero se te kmetje preživljajo, kadar nimajo dovolj letine. Tradicionalno v pač kitajskem cesarstvu je tla vladala še v bistvu državna birokracija, ki je bila tudi neka možnost družbene mobilnosti, ki je imela nadzor nad območjem in z državnim aparatom skrbela za javna dela, regulacije trga v nekih kriznih primerih, rezerve žita in tako dalje. S prehodom v 20. stoletje se je pač to počasi začelo spreminjati. Torej na eni strani imamo eno veliko večanje populacije, ki pomeni pač drobljenje zemljiške posesti, ki kmalu ni več zadostovala posameznim družinam oziroma možnostim preživljanja ljudi, in hkrati pa imamo torej te imperialistične posege in pač ta udor tuje kapitalistične ekonomije, torej udor nekega trga, ki je seveda na mnogih točkah uničil možnost male obrti, ki je kmetom predstavljala v nekaterih primerih zelo dober del prihodka, od katerega so bili odvisni, hkrati pa tudi uvede neko mero, recimo temu, kmetovanja za trg oziroma večje, torej totalno izdelovanje pač pridelkov za to, da se jih potem proda. Eto moj čak. Državni aparat se je vedno bolj krhal, torej še ko je cesarstvo obstajalo, ker je pomenilo vedno manj javnih del, vedno manj urejenih območij za kmetijstvo, vedno manjšo regulacijo trga, in to je privedlo do tega, da so kitajski kmetje vedno pogosteje svojo zemljo prodajali, se pač znašli brez nje in bili primorani od bogatejših kmetov najemati to zemljo ali pa v bistvu postati delavci za te druge kmete. In ta razslojitev je potekala skozi konec 19. pa začetek 20. stoletja v neki komplicirani kombinaciji teh pač tradicionalnih struktur moči, torej na eni strani v bistvu uradnikov, ki so recimo pobirali davke, ampak zato, ker je itak država šla v maloro, jih niso rabili več dajati naprej, kar pomeni, da so si jih zadržali zase, s tem financirali, da so si kupili zemljo, kupili neke zaloge, pač stvari so šli v trgovino, prodajali so presežke kmečke, jih hranili, zato da so jih pol v času krize lahko po velikih cenah, in tako da lahko bi rekli, da je šlo za nek pravi pač podjetniški duh do neke mere, ki pomeni razslojevanje. Primer oče od Mao Zedonga je bil nek pač bogat kmet, ki je prodajal presežek oziroma ga hranil za hude čase, ko je pol nabil ceno in tako dalje. Zaradi
kmečkih uporov in teh imperialističnih vojn, kot so bile opijske vojne, pa vojna z Japonsko, vojna z Rusijo in tako naprej, je bila dinastija Čing za časa svojega poznega obstoja prisiljena graditi sodobno, močnejšo vojsko, ki pa je zaradi šibkosti pač centralne oblasti outsourcala na province, kar je pomenilo v bistvu formiranje centrov moči po celi državi, ne več v centru. Ravno ta sprega moči je na koncu dejansko tudi porušila dinastijo leta 1911 oziroma 12 v nekem poskusu neke, recimo temu, buržoazne revolucije, ampak zaradi decentralizirane politične in vojaške oblasti se potem ni vzpostavila centralna država. Vzpostavili so se te zelo znani, ko se jim reče po slovensko, so to vojaški mogotci. Jaz bom uporabil tle kar ta izraz warlordi, ker je pač, ne vem, mislim, da bolj ljudski, pa večina ljudi ga pač pozna, ki v bistvu zasedajo pač neke vodstvene položaje, v bistvu to so voditelji vojske, ki imajo te neke vojske banditov, s katerimi se pač non-stop fajtajo med sabo, kradejo, ropajo in tako naprej. Samo na ta način so si lahko dejansko omogočili reprodukcijo lastne vojske, večali ekonomsko moč, ker so pač zasedali več ozemlja. In za njih je bilo značilno tudi pač kompradorstvo, delili so se v neke klike, ki so bile povezane s tem, v bistvu, katera tuja imperialna sila jih je podpirala, torej ali recimo zahodne države, Japonska, Rusija in tako naprej. In ja, no, tle je ena mapa tega, pač to rdeče so te klike warlordov, kar je na dnu, modro, to je pa ozemlje od Kuomintanga, to je v bistvu te ljudske nacionalne stranke, oziroma nacionalne stranke, s kateri se bomo vrnili kasneje. No in v tem času nastanete tudi dve politični stranki. Ena je komunistična partija Kitajske, ki nastane leta 1921 z enimi 50 ustanovnimi člani in seveda delegati iz Kominterne. Te člani so bili večinoma neki profesori, njihovi študenti, to so pač bili neki združeni bralni krožki. No. Tle spodaj imamo na eni strani v bistvu iz muzeja njihovega prvega kongresa v Šanghaju, na drugi strani pa sedanji politbiro, ki prisega na nesmrtni duh Kitajske komunistične partije s tovarišem Šijem na čelu. In že v bistvu od svojega štarta so šli delati neke akcije sindikalizacije, organizacije delavcev in tako naprej in so bili dejansko z njimi zelo uspešni. No, na neki točki imajo eno stavko, ki v bistvu ohromi recimo celo Guangdong provinco, no, in to je 160,000 delavcev, ki pač tam stavkajo. Tako da to so bili oni, pol na drugi strani pa je pač bila stranka Kuomintang, to je bila reorganizacija prejšnjega Tong Manhueja, ta neka pač revolucionarna nacionalistična stranka, njen voditelj prvotni je bil dr. Sun Yat-sen, to je ta zbrki zgoraj. On je bil, v bistvu, on je pomagal oziroma bil nekako ideološki vodja uničenja dinastije Čing, zadnje kitajske dinastije, večino življenja je živel pač v tujini, odkoder je nekako pisal knjigo o tem, kako se treba organizirati in uničiti kitajsko vojsko, mislim kitajsko pač cesarstvo in širil te svoje ideje preko raznih brošur in tudi naredil na neki točki tako, ne vem, nekih 50 neuspelih poskusov revolucije, ampak eventualno je en ratov oziroma ni zaradi njega, ampak se mu je on pol pridružil. Prisegali so pač na ta tako imenovana 3 ljudska načela, torej nacionalizem, demokracija in dobrobit ljudstva. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se v bistvu ta tretji dobrobit ljudstva se ga lahko dojema na nekih točkah kao v bistvu kot nek, recimo temu socializem ali protosocializem, ker je, kot bomo pol videli, bila tudi neka točka združevanja. Ta druga dva sta pa ja, bila, mislim, pač ta nek osnovni program nacionalne buržoazije, torej gremo združiti to državo, ki je zdaj, mislim, sploh ni država, ne, so neki vojaški lordi, ki se tam fajtajo med sabo, gremo to združiti, narediti parlament, narediti eno pošteno kapitalistično državo, ki bo lahko stopila na mednarodni trg in se pač tam bila enakovredna vsem ostalim. In Sovjetska zveza podpira jih, predvsem zato, ker pač si hoče zagotoviti enega zaveznika, ne zraven, pa tudi zato, ker valjda, mislim, se je s tem borila proti imperializmu, ki je pač zasedel celo Kitajsko. In zaradi tega pol pride do prve združene fronte, torej pač po navodilih Kominterne oziroma Sovjetske zveze komunistična partija in nacionalisti začnejo sodelovati.
ker naj bi imeli seveda skupni cilj in to je ta osnovna buržoazna demokratična revolucija, vzpostavitev neke nacionalne države in seveda pač recimo, da pri Komintangu se tam ustavi, komunisti hočejo iti dlje, a ne. Tako da, če povzamemo, pač na eni strani imamo to kompradorsko buržoazijo, ki je pod nadzorom pač tujega kapitala oziroma imperialističnih držav, po drugi strani imamo same imperialistične države, ki imajo ogromno nekih koncesij in tako naprej ob obali, recimo Šanghaj je tako totalno razdeljeno mesto in ki od tega pač kaotičnega stanja Kitajske, kjer vlada ta non-stop kaos in pač tako totalno feudalni oziroma srednjeveški odnosi na podeželju, žanjejo le profite, a ne. To je torej pač to sprego posebljajo te warlordi, ki ne marajo Komintanga, ampak hkrati med njimi tudi vladajo neka nasprotja in se zelo pogosto bojujejo, ne. Tem silam popolnoma nasprotna je pač bila kitajska, komunistična partija Kitajske, ki je predstavljala v osnovi proletariat, ampak tudi, se niso bili glupi, so vedeli, da pač delavcev je zelo malo in da morajo tudi kmete predstavljati, čeprav na tej točki še ni imela jasno izdelane pozicije in je pač zahajala v nekaj, čemur bi lahko rekli, recimo temu trotskistične deviacije, torej pač nek fokus na delavstvo, ki so zelo majhen procent prebivalstva in ki, niso mogli imeti zares prave politične moči in so pač tam delali ene stavke, ki so pol bile zatrte in pol so šli dalje. In med tema silama je nekako bil Komintang, oziroma Gomindang, ki je predstavljal recimo temu v neki teoriji to nacionalno buržoazijo, ki ima tle kao skupne cilje, ampak v praksi njegovo desno krilo recimo bilo popolnoma pač kompradorsko in je sodelovalo z tujimi imperialnimi silami, kot bomo videli. No, in če analiziramo, kje je tle vojna vloga, a ne, vidimo, da so komunisti imeli dvojno vlogo. Pač po eni strani je bila to tako imenovana vojaška akademija v Whampoa, ja, ker se je pač trenirala komintanška vojska, seveda s ciljem, da na eni točki premaga vse te warlorde in združi državo. To je tam zgoraj imamo Čang Kaj-šeka, kasnejšega pač voditelja Komintanga pa klavca komunistov in na njegovi desni imamo Zhou Enlaja, kasnejšega premierja Ljudske republike Kitajske, ki je takrat bil politkomisar oziroma nek politični izobraževalni delavec na tej vojaški akademiji, ki je bila pa pač financirana od Sovjetov in po pač totalno sovjetskem vzoru. En fun fact, kdo še tle predava, nek Vietnamec, ki je imel takrat eni dve imeni, potem je bil pa pač poznan kot Ho Chi Minh, ki je takrat bil v bistvu tle okoli, zato ker je bil rusko-kitajski prevajalec glavnega sovjetskega delegata za Komintang, hkrati je pa na tej vojaški akademiji predaval pa organiziral Vietnamce in jih pol pošiljal nazaj v Vietnam, ker so pol oni organizirali dalje, in tudi Tajce in ja, tako nasplošno, v bistvu agent Kominterne, no. No in druga stvar, ki zelo poseblja tudi za delovanje komunistov v tem času, je bil pa tako imenovani Inštitut za treniranje kmečkih gibanj, pač Inštitut za kmečke študije, kdaj. To je ta stvar, ki jo vidimo spodaj, to je bil pač nek bivši konfucijski tempelj, ki so ga v to preuredili in kar je tam se dogajalo, tam je tudi malo na koncu predaval, tam so se ljudje učili tehnik organiziranja, neko zgodovino kmečkih uporov, po osnovi spet neke politične ekonomije, vojaški trening in tako dalje. Prišel si tam za en semester, bil si na treniranju in pol so te poslali nazaj v rodno provinco, kjer si organiziral kmečke upore. Med takšnimi kmečkimi upori je pač najbolj znan tale kmečki upor v Hunanu, ki jih opiše Mao v svojem poročilu o raziskavi kmečkega gibanja v Hunanu. Tam so se oblikovale v bistvu neke kmečke, nominalno dostikrat tudi delavske zveze, ki so med sabo povezovali tako imenovane revne kmete, pa to so se pa šteli pač samostojni kmeti in vse, kar je bilo pod samostojnimi kmeti, torej samostojni kmet je tle pač kmet, ki ima glih toliko zemlje, da se lahko samega sebe preživlja. In potem pod tem so oni, ki imajo glih manj zemlje, delavci na tujih kmečkih posestih, najemniki zemlje in tako naprej. Pač partija komunistična je v njih do neke mere sodelovala, vendar pač ne moremo reči, da je glih vse ona sama vodila, ker na neki točki tudi pač več milijonov kmetov
protestira, ker seveda partija s svojimi takrat, ne vem, 200 člani ni mogla glih vsega totalno nadzirati, tako da je tle bil v bistvu nek zelo spontan efekt in čeprav niso imele te kmečke zveze nekega direktno politično prevratniškega značaja, pač kar so delali, so bile neke prohibicije, regulacije, morda neka majhna prerasporeditev lastnine, ampak še vedno sem glede tega, kdo kaj najema, se je pač pokazal en velik demokratični potencial ljudstva. Velika večina prebivalstva se je prek raznih lokalnih odborov in tako dalje povezala in zganjala neko dejansko pač diktaturo ljudstva, recimo temu. No in takšni kmečki upori so se v bistvu fulkrat pojavljali kot avantgarda premikov Kuomintanga. Kuomintang se je leta 1926 podal na tako imenovano severno ekspedicijo, kjer mapa je tam, s katero naj bi pač poslal vojsko, združil Kitajsko, premagal vse te warlorde in te upori so se dejansko fulkrat dogajali pač tik preden je prišla recimo kuomintanška vojska v pričakovanju, ker je valjda ful pomagalo, da je napredovala, ne. In potem tudi naprej trajala ta diktatura kmetov. In zaradi tega je pač Kuomintang do neke mere moral podpreti takšne kmečke upore, ne, ker so mu pač, mislim, dejansko je bila edina stvar, ki mi je pomagala, da so napredovali, bila ljudska podpora njihovi vojski. Vendar seveda kmalu se začne pač zadrževati, skupaj z nekimi meščanskimi, malo meščanskimi elementi, recimo obsoja pač nasilje kmečkih zvezd, ok, zdaj so šli pa predaleč, zato ker tle pač kolijo te landlorde, pa jih tam sramotijo, tle so se začeli te struggle sessioni tudi, tako da jim pač dajo one papirnate kape, pa jih pač po cesti peljejo in sramotijo javno in tako naprej. V glavnem tle se valjda hočejo zadržati, ne, to razvoj kmečkega gibanja. No in to je zelo povedno za odnos Kuomintanga in njegovo nihanje, recimo temu, glede na to, da je predstavljal nacionalno buržoazijo. To fantastično piše ravno Mao v svojem tekstu pač Analiza razredov kitajske družbe, ki ga je napisal marca 1926, torej ko so nominalno še sodelovali Kuomintang in komunisti. Torej v bistvu reče, da pač ja, tle sem dal v angleščini, ker nisem hotel prevajati, ampak bom zdaj prevedel, no. Da ni mogoče, da bojo naredili to državo pod nadzorom nacionalne buržoazije, ne, zato ker svetovna situacija je taka, da imamo dve veliki sili, torej revolucijo in kontrarevolucijo. Od revolucije zastava je rdeča zastava Tretje internacionale, ker se združujejo vsi pač zatirani razredi sveta, medtem ko druga je pa, kot reče Mao, bela zastava te Lige narodov, kjer se zbirajo vsi kontrarevolucionarji sveta. In vsi te razredi, ki se nahajajo vmes, torej med imperializmom in med najbolj zatiranimi razredi, primer takih je glih neka nacionalna buržoazija, se bojo kmalu dezintegrirali, eni se bojo pač obrnili levo in se pridružili revoluciji, drugi se bojo pridružili proti revoluciji, ne bodo mogli ostati neodvisni. In tako da reče, da ta ideja, da pač bo ta srednja buržoazija kitajska naredila neodvisno revolucijo, ker bi bila glavna, je iluzija. Pač ali se bojo mogli na neki točki opreti na ljudstvo, kot so se tle, ali se bojo mogli obrniti proti njemu. Kar se je zgodilo, svede, da so se obrnili proti njemu. Desno krilo Kuomintanga, ki ga vodi Chiang Kai-shek, se na neki točki pač sam, mislim, lik začne direktno sodelovati pač z Francozi in Britanci in tako naprej, in organizira pač prve takšna akcija je bila šanghajski masakr, kjer so bili eni masovni protesti takrat v Šanghaju, oziroma so celo naredili neko komuno, pač zavzeli so mesto in oni s pomočjo mafije in nasilnežev in seveda tujcev v bistvu pokolje. In partija komunistična je takrat imela, ne vem, enih 60,000 članov, po enem letu jih je imela še tam enih 10,000 ali celo manj, s tem, da poleg tega je pobil tudi tako pač 300,000 plus nekih simpatizerjev, raznih komunističnih, oziroma, če smo iskreni, pač sem verjetno čisto vseh delavcev, ki so stavkali, a ne. No, tako da na tej točki se pač to je bil predstavljal konec prve združene fronte in
To je sicer ta razkol je trajal par mesecev, ker si je bil vmes še neko levo krilo Kuomintanga, ki je sprva sodelovalo s komunisti, potem se tako, da jih začne klati, tudi to levo krilo obrne proti njim. Fun fact, ta Wang Jingwei, to je bil vodja od tega levega krila, kasneje, 10 let kasneje prestopi k Japoncem. Ampak ja, no. In v tem kontekstu ima pač partija kongres, kjer ugotovijo, da mislim, morajo se organizirati oziroma nekako upreti, zato ker jih pač vse koljejo, a ne. In to je tudi kontekst, ker Mao izreče to svojo famozno frazo, da politična moč prihaja iz puškine cevi, torej zelo tega realnega stragla, da pač bojo vsi pomrli, če ne grejo v vojsko, no. In v tem oziru so se pač vedno bolj začeli tudi otresati nekega prejšnjega izključnega fokusa na delavstvo, s tem skinjajo Chengdu Xueja, on je bil eden od ustanoviteljev partije, potem je postal trotskist, in pač se obrnejo bolj k kmetom, a ne, ker so imeli. Edino, kar jim je ostalo v tem primeru, je bil pač umik v gverilo in oborožen boj, ker se pač brez tega oboroženega boja se ne bi mogli obraniti, ne. Prva dva upora, ki jih tako izvedejo, sta ta upor v Nanchangu in upor jesenske žetve, če lahko tako prevedem. Čisto poenostavljeno, njihov glavni cilj, ki so ga s tem hoteli narediti, je bilo, da v bistvu rešijo to malo vojakov, kar so jih imeli na svoji strani. To so bili vojaki nacionalistične vojske, ampak bodisi so imeli komunistične generale pač v tem obdobju sodelovanja, bodisi je bilo to neki ostanki tega levega krila, ki so še vedno hoteli iti na progresivno stran, recimo temu. Plan obeh teh uporov je bil v bistvu, da bi zavzeli neka mesta, torej ali Nanchang ali Changsha v primeru jesenskega, kar so zelo hitro, potem ko so zavzeli ta mesta, ugotovili, da ne bo šlo, ker valjda jih niso mogli zadržati, in zaradi česar so potem zbežali iz teh mest. To je bilo recimo v Nanchangu primer. Upor jesenske žetve je bil na nek način še manj uspešen. Da se razumemo, tam v Nanchangu začnejo z 20,000 vojaki, končajo s tam 2,000. Mislim, da nekaj jih tudi dezertira, no, večinoma jih pa pomre. Upor jesenske žetve je bil, kot sem rekel, manj uspešen. Sicer je uspešno pobral te vojaške sile, ki so počivali v bližini in ki so se jim hoteli pridružiti, ampak temeljil naj bi na neki participaciji širših kmečkih množic, v stilu tistih kmečkih uporov, ki so bile prej. Ampak niso ušteli, da subjektivne razmere kmečkih množic niso bile več na nivoju, da bi se pridružili, kar pa je bilo ravno zaradi tega, ker je že predtem Kuomintang njihove te kmečke upore zatrl in komunistična partija je ob tem stala tiho, zato ker niso hoteli, zgubiti te združene fronte, ki so jo imeli. Upor tako ni dobil masovnega značaja, ki ga je partija želela videti. Ta upor jesenske žetve je vodil Mao in Mao se tako znajde v bistvu s par regimenti vojske, s katerimi bi mogel napadati mesto Changsha, česar ni storil, in se je posledično umaknil strateško. Umaknil se je v gore, v famozne Jingang gore. Tam se je pridružil nekim dvem efektivno banditom, ki sta imela neko pač malo vojsko, ki je držala neko svoje ozemlje. Eden od njih je bil tudi komunist oziroma član partije. In je to videl kot neko pač možnost, ker ga ne bojo ulovili visoko v gorah. Na poti do tam je Mao izvedel sanjuanško reorganizacijo. To je bil začetni korak v vzpostavitev tega, kar bo postalo ljudska vojska. Torej uvedel je enih par principov, naprimer enakost med vojaki in oficirji, to je čisto glede materialnega tretiranja, možnost prostovoljnega oziroma celo plačanega odhoda iz vojske, s čimer je pač ni imel uporov, ampak so vsi tej dezerterji oziroma ljudje, ki so obupali, ker je bilo grozne razmere, so pač sam šli stran, in tudi neko dvojno obliko političnega predstavništva. Na eni strani vojaški komiteji, v katerih so pač vsi vojaki, ki debatirajo o vsakodnevnih zadevah, podajo kritike in tako naprej, na drugi strani pa partijske organe na vseh pač pomembnih nivojih vojske. Tam je tudi vzpostavil neke te osnovne načela sobivanja z ljudstvom, torej, da treba biti prijazen do ljudstva, mu pomagati, ne sme se krasti, ne sme se ropati, ne sme se pač pobijati civilistov, ker so bile za vojske na Kitajskem takrat pač zelo redke zadeve. Poleg tega so seveda lokalno prebivalstvo tudi oborožili, da se lahko samo naprej brani in da v primeru, ko so oni tam zraven, se pač brani skupaj z vojsko.
in z lokalnim prebivalstvom so se pa recimo zmenili ponovadi, da skrbijo za ranjene in bolne vojake. Cilj je bil torej vzpostavitev neke manjše, visoko motivirane, demokratične in pač politično motivirane sile, ki se s pomočjo lokalnega prebivalstva lahko premika skozi teren, kar se je tudi začelo dogajati oktobra 1927. Oni so v glavnem ostali v teh gorah, malo so napadali neke bandite levo, desno, se pač ščitili pred drugimi lokalnimi banditi, hkrati se je pa pač partijski vpliv širil med vojaške množice. Zdaj, te razloge za obstoj rdeče moči, kot jo kliče, tudi je potem Mao opisal v enem pismu CK-ju oziroma mislim, da tem provincialnemu komiteju. Torej v bistvu kitajski vladajoči razred je notranje razdeljen. To so te warlordi, o katerih smo prej govorili, ki jih se je Kuomintang na eni točki odločil ne premagati, ampak jih sam sprejeti noter in to valjda ni funkcioniralo. In v glavnem ta kitajski vladajoči razred je razdeljen, ker Kitajska ni polno kolonizirana država. Imperialistične in lokalne sile se bojujejo med sabo in ne morejo efektivno ali dejansko popolnoma zatreti komunistov, ker ne zmorejo se dejansko dovolj organizirati. Hkrati pa Kitajska nima toliko razvite tržne kapitalistične ekonomije in še zmeraj temelji na v bistvu tej napol samozadostni, recimo temu kmečki ekonomiji, kar pomeni, da seveda, če imaš ti eno območje, lahko tam preživiš, tudi če je to območje relativno izolirano, recimo temu. Še vedno ostane reče, da pač Kitajska na tej točki potrebuje to prvo buržoazno demokratično revolucijo, torej vzpostavitev te liberalne države, ampak to takrat že Mao pove, lahko sprovede le delavski razred oziroma sila pod njegovim partijskim nadzorom. Hkrati pa so množice, torej večinoma kmečke, mnogo hitreje in voljneje sodelovali s komunisti in jim tudi nudile neko dejansko oporo, če so bile na ozemlju, kjer je Kuomintang že šel mimo, recimo v primeru severne ekspedicije in jih osvobodil teh neke prvega zatiranja. To se je dogajalo v Hunanu in tam, kjer so oni bili v teh Džingang gorah, tam je že Kuomintang šel na neki točki mimo, čeprav so se pol vrnili warlordi. Kot bomo videli kasneje, so pa probali podobne stvari početi komunisti na severu, kjer Kuomintang pač ni imel te osvoboditvene moči oziroma tega osvoboditvenega momenta in se valjda noben ni bil voljan upreti z ono najbolj pač klanim delom prebivalstva. Zdaj v teh naslednjih letih, torej recimo 27 do 29, tam nekje, je bila partijska politika dvojna. V večini države točka, čemur so potem rekli akcionizem, torej neki brezsmiselni upori, napadi na mesta, organizirajo 200 kmečkih uporov v 2 letih, večina jih konča po par dnevih. Eden od teh naj bi potem napadel Šanghaj, kar se valjda ne zgodi. In to je na eni strani, na drugi strani imamo pa od torej Mao Zedonga in Zhu Deja, enega največjih vojskovodij kitajskih, če ne največjega, to zadrževanje baznih ozemelj, ki se potem postanejo Sovjeti na jugu. In na teh osvobojenih ozemljih, če jim tako lahko rečemo, sta širila partijski vpliv, izobraževala in opismenjevala prebivalstvo, izvedla neke zemljiške reforme in tako naprej. Ob vsem tem je partija, torej pač centralni komite partije, ki je skupaj z odposlanci iz Kominterne bil v Šanghaju, pošiljala navodila, čeprav ni vedela, kakšne so dejanske razmere, ali pa so na primer sprejemali neke resolucije in politične programe, ki jih itak niso mogli v praksi uvesti, ker niso imeli nobenega načina, da bi jih, ali pa so jih pač takoj zatrli, ko so kaj probali narediti. In tle tudi se začne, glih iz tega spora pride ven ogromno te neke osnovne maoistične teorije, ali ta opposed book worship, nasprotovati čaščenju knjig, torej s tem reče, ne nasprotovati tem, da se sam ponavlja abstraktno teorijo in se ne gleda, kaj je dejanska praksa na terenu. Eventualno sta se pač bila Mao in Zhu z vojsko primorana umakniti iz teh gor Džingang, ampak pri tem premiku so se že videli te pozitivni vplivi organizacije vojske in njene discipliniranosti. Lokalno prebivalstvo jim je pač non-stop pomagalo, darovalo hrano in tako naprej, ker so ga dejansko dobro tretirali kot edina sila tam. Iz več manjših komunističnih baz potem nastane Jiangxi Sovjet, v katerega se kasneje tudi preseli vodstvo komunistične partije. To je ta čist stvar desno spodaj, iz katere gre puščica.
Mao je postal takrat predsednik tega sovjeta in se ni več ukvarjal z vojaškimi zadevami, ampak samo s pač administrativnimi. In leta 1931 je bila tako razglašena tako imenovana Kitajska sovjetska republika, ki je nominalno združevala vsa kitajska osvobojena ozemlja oziroma vojaške baze pod nadzorom partije. Zdaj v neki official partijski literaturi je to v bistvu začetek teh dveh kitajskih, od katerih ena še zmeraj vlada na Tajvanu, a ne, druga je pa pač zavzela mainland. Tako da ja, istega leta 1931, kot vemo, Japonska napade Mančurijo in zavzame. In Chiang Kai-shek, torej vodja Komintanga, takrat dejansko vlade Kitajske in definitivno najmočnejše sile, temu ni vojaško nasprotoval, je jim celo prepustil, da to naredijo in si podpisal z njimi nek mir. Seveda, zakaj? Zato, da se lahko fokusira na to, kar je videl kot pomembno in kar je bilo za razredne interese njegove pač pomembno, in to je, da eksterminira komuniste, kar seveda večini prebivalstva ni bilo všeč, ker mislim, to ni bilo nikakor v njihovih interesih. Komunistična partija je nasprotno pozvala ljudstvo k uporu in celo probala organizirati nekaj oboroženega odpora na severovzhodu, ne preveč uspešno seveda, pa tudi ta poziv k uporu ni ravno ful ven prišel, zato ker so itak bili obkroženi z komintanškimi silami in pač v blokadi, no, tako rekoč. Zdaj, s tem se bomo morda kasneje vrnili, no, ampak sam na hitro, kaj je komunistična partija delala na teh osvobojenih ozemljih, to ni bil še zares nek socializem v praksi, to je šlo za dejansko v bistvu razdeljevanje zemlje na principu neke privatne lastnine in oblikovanje ogromno nekih malih kmetov, ki se lahko sami sebe preživljajo. V glavnem, no, se bomo kasneje vrnili. V tem času je Komintang izvedel nekaj 4 neuspešne vojaške pohode do tako imenovani encirclement campaigns, pač šli so vse okoli in jih probali stisniti. Do 4. oziroma vključno s 4. je partija uporabljala Maove vojaške metode, torej pustiti, da nasprotnik pride not, potem napasti šibke točke, ga izolirati in tako naprej, in je zato bila uspešna. Pred 5. vojaško ofenzivo, ki je bila hkrati tudi najmočnejša od Komintanga, imeli so naciste, ki so jih podpirali, in tudi nabili 1 milijon plus vojakov, da jih napadejo. Komunisti so imeli tam, ne vem, max 300,000, pa še to z vsemi civilisti, ki pomagajo. Ampak glavno, pred tem 5. pa so malo odvzeli vojaško moč in na vrhovno poveljstvo vojske postavili enega nemškega agenta Kominterne, Otto Brauna, oziroma kot se je klical v kitajski literaturi oziroma s kitajskim imenom Li De. On je pač konkretno zajebal, po domače povedano, ker je prisegel na pozicijsko vojno, ker je bila valjda neumna stvar za narediti, glede na to, da so imeli daleč šibkejšo vojsko, in posledica tega je bil famozni dolgi pohod, kjer ga še vedno vodi Otto Braun do bitke pri reki Šjang, ker v bistvu pomre polovica teh 90,000 ljudi, ki so se na dolgi pohod odpravili, in potem do konca dolgega pohoda. Ampak to je bilo tako, ne vem, 1 mesec kasneje, potem, ko so začeli, ne. Pač jih umre že polovica in pol do konca jih umre še 40%, tako da jih 10% pride do konca. In temu je sledila tako pač Zunji konferenca v mestu Zunji, v kateremu kritizirajo te napake in Mao pride nazaj na oblast, no. V tem času pač ni nekih radikalnih sprememb pri vodenju vojske, predvsem so se držali teh Maovih pravil, ki jih je že prej vzpostavil, in se s tem pridobili neko veliko ljudsko podporo na skoraj vseh ozemljih, ki so jih obiskali, in s tem tudi razširili vest o tem, kako je dobra komunistična partija. Zdaj tle samo, da si predstavljamo, kakšne so bile razmere. Oni pač, mislim, spoštovali so neke pravice etničnih manjšin, pač so šli čez njihovo ozemlje, samo če so jim dovolili. Dostikrat so izvedli neke, recimo temu, minorne pomoči lokalnim kmetom, torej pač identificirali so ta največje landlorde in te local bullies in jih pač poklali in porazdelili zemljo. Ampak v enemu od bolj, ne vem, ko bi rekel, mislim, pokaže, no, koliko groznih situacij so bili. Fulkrat so pomagali temu ljudstvu tako, da so jim darovali obleke, ki so jih imeli od pač umrlih tovarišev, a ne, iz poti, medtem ko tej kmeti revni pa niso imeli v bistvu niti za obleke. In tako da ja, no, s tem si zgradijo eno veliko ljudsko podporo. Nadaljuje na tem dolgem pohodu, ki seveda je pač mitičen. No, tle gor sem dal fotko iz enega najbolj
epik momentov celega dolgega pohoda, to je famozna bitka pri reki Dadu. Tle so v bistvu mogli priti čez tam most, ki ga je na eni strani bil pač komintanške sile, to je malo legend, mislim, ne ve se glih koliko je resno, recimo to vsaj delno je. In kaj so naredili, da je šlo hrabrih, mislim, da 30 ali nekaj mladincev naprej, ki so se v bistvu žrtvovali za to, da so jih drugi lahko uporabili za ščit, da so postopoma preko mosta, kot vidimo, napredovali, da so lahko pač premagali nasprotnika in pol, da je šla cela vojska čez. Ampak ja, tle mislim, se je ogromno teh zgodb, no pač ne bomo zdaj razlagali, ker niso zares pomembne. Ampak oktobra 1935 pride v Šanši, to je ono zgoraj, oziroma v Sovjet tamkajšnji, ki ga je vzpostavil Xi Jong-un, to je fotor od Xi Jinpinga, in tam se končno lahko recimo temu odpočijejo. No. To je tudi območje, oziroma obdobje, no, ko Mao napiše veliko večino svojih teoretskih del, pač o praksi, o protislovju, proti liberalizmu in tako naprej, so vse ostala pač nastala v tem obdobju, tudi večina nekako sistematiziranih stvari, ki jih napiše, je iz tega časa. Čemur si je botrovalo več stvari, v prvi vrsti to, da je imel dejansko časa, da je pač bral literaturo in pisal, kar prej, ko so bili non-stop na vojaških pohodih, ni zares mogel, oziroma kdorkoli iz partije, pač bili so v stanju, ko so mogli preživeti. Po drugi strani pa to, da mislim, je Kuomintang sramočen pred celo državo, ne, ker niso mogli, mislim, z državno vojsko pač pobiti na 12.000 kilometrov dolgem pohodu. In se razširi v zelo ta popularnost pač komunistov in tudi vedno več ljudi se začne priseljevati na ta sovjetska območja, tudi intelektualci zaradi tega malo začne pisati vse te tekste v literaturi in proti liberalizmu, ne, da se bojujejo proti škodljivemu vplivu intelektualcev. In tako naprej. No in takrat, kot vemo, pač Japonska še bolj začne izvajati svoj imperializem, pač leta 1937, in komunisti v bistvu že od štarta pozivajo, da naj se naredi spet združena fronta, ker se bi cel kitajski narod uprl Japoncem. Čang Kaj-šek na to noče pristati, na koncu na to pristane tako, da ga ugrabi eden od teh warlordov in ga v bistvu to prisili. In potem podpišejo pač sporazum za sodelovanje, ki je nominalno trajal 4 leta, potem vedno manj nominalno oziroma praktično, no, ker se začnejo že med sabo boriti, ampak ja, fokus je bil recimo temu bojem vseeno na Japoncih. Zdaj tle je malo, v bistvu so ga vprašali, mislim, zakaj lahko pride spet do tega sodelovanja, in rekel, da v bistvu razredne pozicije so ostale iste kot one v raportu iz 1925, torej ne, kompradorska, imperialistična buržoazija, japonska v tem primeru, recimo, da ki ima to centralizirano na eni strani in na drugi strani zatirano ljudstvo, torej kmeti in delavci, s to razliko, da je pozicija nacionalne buržoazije, ki je vmes, ki je pač že prej bila definirana kot vmesna, in je potem bolj prevagala na reakcionarno stran, da ta pozicija nacionalne buržoazije je zdaj bolj na, recimo temu, kmečki revolucionarni strani. Ugotovili so, da pač od te 10-letne kolaboracije s Kuomintangom ni dobila veliko, ker je seveda branil interese večjega kompradorskega kapitala in jo je ta pač uničeval, ne. Po drugi strani pa je zdaj preti še hujša grožnja kot med severnim pohodom in to je popolna kolonizacija Kitajske. Zaradi tega naj bi bilo v danih razmerah možno sodelovati z nacionalno buržoazijo, to je z večjim delom Kuomintanga, oziroma je tudi možno pričakovati frakcijske boje in razhajanja v Kuomintangu, ki se deli na te dve sili, ne. Čeprav so se dobro zavedali, da bo Čang Kaj-šek izdal pač takoj, ko bo lahko. No, in zdaj vojna strategija komunistov je v tem obdobju pač ostala bolj ali manj enaka, čeprav so zdaj seveda imeli večjo, močnejšo, boljše opremljeno in boljše natrenirano vojsko. Imeli so dvojno strategijo, na eni strani mobilno vojskovanje, pač recimo temu tradicionalno, torej dobro opremljeno, veliko vojsko, in hkrati gverilske enote, ki so prišle iz prebivalstva, ki so delovali na japonskem okupiranem ozemlju in so lahko Japonce napadali izza hrbta. Povezovali so se tudi zdaj z lokalnim prebivalstvom in tokrat tudi vključevali tudi predstavnike nacionalne buržoazije, organizirali
ustvarjali na teh območjih, ki so jih osvobodili, neka demokratična predstavništva in tako dalje. Ja, in seveda v tem boju pač komunisti še bolj pridobijo na popularnost in to izkoriščajo pridno za propagando med ljudstvom. Boj je potekal v 3 fazah, kot jih okliče Mao, strateška defenziva, strateški pad položaj in strateška ofenziva. Strateška defenziva je v bistvu potekala do oktobra 1938, ko so Japonci zavzeli Wuhan. Takrat niso imeli več moči za vojaške ofenzive, ker so vse svoje sile totalno razprostrli po Kitajski in takrat se je začel ta pad položaj, ker so v bistvu kitajske sile jih napadale in jih vedno bolj utrujale in tako naprej. Hkrati pa takrat tudi Japonci začnejo z vedno bolj genocidalnimi politikami nad kitajskim ljudstvom. Imeli so, kaj že bilo, kao trije vse, požgite vse, pobite vse in pokradite vse, nekaj takega. To je bil official slogan Japoncev. V teh letih se komunistična vojska ful poveča, čeprav pač ja, zaradi neke kuomintangovške blokade pač tudi malo niha ta številka. Ampak kot je Mao predvidel, japonska vojska ni imela dovolj vojakov in resursov, da bi zdržala dolgo in naporno vojskovanje, kot je bilo to ozemlje, ker ga je pač okupirala. In če pač dodamo temu še japonsko vojno ZDA, zahodno podporo Kuomintangu, kljub temu, da je bil Kuomintang pač totalno nesposoben, kar se tiče te zahodne podpore, in kasneje tudi neko sovjetsko podporo, Japonska ni mogla zdržati in dejansko kapitulira leta 1945. Fun fact o tem, koliko je bil Kuomintang nesposoben, pač Američani so na enej točki prišli na Kitajsko in mislim šli gledati, kam gre ta njihov denar. In napiše en ta njihov oficir raport pač v Ameriko, ki je totalno ja, mislim, mi jim pošiljamo denar, vse gre nekim sorodnikom, on čankaj šeka, on sam ne šteka, pač kam gre ta denar, ni jasno, ne uporablja svoje najmočnejše vojske sploh proti Kuomintangu. Našli so na neke točke, da ima nekih 70,000 najboljših izurjenih vojakov spravljenih v nekih barakah, oziroma pač v nekem postojališču in so bili tako, ok, pač zakaj jih ne pošljaš v vojsko, in on je rekel, ja, ker jih čuvam za komuniste, ne. In tako, no. In pač na eni točki vmes tudi začnejo Američani dejansko podpirati komuniste, samo zato, ker so videli, da so bolj efektivni. In tudi v vseh teh raportih že sporočajo, da ja, mislim, če so, pač ko se premaga Japonsko, bojo komunisti zmagali, mislim, da pač Kuomintang ni imel nobene ljudske podpore, na tej točki so oni vojake po noči z lisicami privezali na posteljo, da niso zbežali pač lastne vojake. Tako da tudi morala ni bilo ful velika, ne. In res po kapitulaciji 1945 se ponovno je začela ta državljanska vojna, čeprav je imel Kuomintang podporo ZDA, moderno tehnologijo, mnogo več vojakov je izgubil. Zakaj? Ker so bili te vojaki pač nizko motivirani, napadali so pač dobro utrjena komunistična območja, ljudstvo jih sploh ni podpiralo, ker je Kuomintang za financiranje te vojne valjda ful zvišal davke in še hkrati v zameno za ameriško pomoč pač dovolil nek totalni prosti dostop na trg, kar je pol prineslo do krize in brezposelnosti in pač revščine, in zaradi tega se začne pač sam upor povsod in po domače povedano komunisti pač totalno pregazijo Kuomintang in zmagajo eventualno 1949. Tako da ja, reakcionarni Kuomintang je pač ob zavedanju tega svojega prihajajočega poraza zbežal na Tajvan, kjer je ustvaril režim kapitalističnega protektorata pod nadzorom zahodnih imperialistov, ki traja še danes. No, tako da to je, kar se tiče zgodovine. Malo smo že zdaj obdelali dejansko neko maoistično teorijo vojne in predvsem vojskovanja. Zdaj bomo pa poskusili v drugem delu to še sintetizirati skupaj in videti, kako se je pol to oblikovalo v neki, recimo temu, abstraktni teoriji. Zdaj ne vem, ima kdo tle kakšno vprašanje? Ja, Ja, sem jaz manj tle. Tako da je. Kabel slabo dela, moraš ga zelo natančno. Aha, okej. Povejte. ja, iz tega razloga sem prišel, mene zanima, po samih močeh si ne morem raztolmačiti, zakaj so bili komunisti v
v Komintangu. Druga svetovna vojna, Komintang, Končantang, vse jasno, zakaj so skupaj. Zakaj so bili pa prej komunisti tam vmes, ali so bili tu zaradi praktičnih razlogov, oziroma pragmatičnih, zato ker jih je več, nas je malo, cilj recimo, da jih Ja. ali so zato, ne vem, da kot znotraj uzurpirajo celo gibanje, no to mi ni jasno. Ja, ne, mislim, kolikor štekam, no, pri temu so sledili pač navodilom Kominterne in to je bilo, da v primeru koloniziranih območij treba sodelovati s pač nacionalno-osvoboditvenimi gibanji, kar se je v tistem trenutku dojemalo, da je Komintang. Oni so močni in pač komunisti nimajo moči in naj se jim pridružijo za to, da zareč so vsaj neki zraven in doprinesejo. Tako, ja, točno tako, ja. Ja, to je šlo, je pa pol pač, mislim, pol itak jim je postalo jasno, oziroma je bila kritika za nazaj, da ja, mislim, dopustili so Komintangu, da ima v bistvu totalno, mislim, da imajo samo eno vojsko, ki jo oni nadzorujejo, a ne, na eni točki dopuščajo dejansko poboje, ogromno kmetov in tako naprej, zato ker treba kao obdržati to zavezništvo, no, in to so se bolj kritizirali za nazaj, da je bila valjda napačna politika, ker ko se je začel Komintang konkretno obračati v reakcionarnost, pač. Direktiva je prišla iz Kominterne. Ja, na tisti točki, ja, v praksi. So se pa tudi oni, mislim, je tle vseeno treba dati, bi bilo narobe reči, da je bilo to popolnoma napačna strategija, ker mislim, dejansko partija je zrasla s tem ogromno, ker je pač Komintang sam bil dosti boljše opremljena sila in je tudi ljudi so lahko navačili, a ne, v partijo. Tudi recimo Đuda je bil takrat, pač je bil prvo v Komintangu in pol se pridružil šele komunistom v tem sodelovanju, pa na oni točki tudi tako v nekem splošnem razumevanju ni bilo ful razlike med recimo temu levim krilom Komintanga pa komunisti, mislim, to so nekako ljudje dojemali kot dve plati istega kovanca, ne. Ja. Ta sam začetek Komintanga, bi to opisal kot neko pozitivno silo? Sam začetek Komintanga. V smislu mislim, uničenja cesarstva ali pol pač, ko se že... Kitajske, Ja. Bila je, jaz mislim, da je bila, pač definitivno je bila neka sila, mislim, recimo temu pozitivna sila v nekih aspektih, no. Se je doprinesla, pa res, da v oni revoluciji 1911, mislim, ni imel neke moči zraven, no. Se je bolj tako politično priključil in se zato je tudi hitro pač zgubil vso podporo. Potem pa ja, je definitivno bil, mislim, sej v nekih aspektih so dejansko podpirali te čist ljudske boje, no. Ampak ja. Ja, ok. Koliko zdaj traja? Aha, ok. Ne bo še ful, bomo, ne vem, to je po moje nek polovica, malo manj, no. Malo manj bo. Bo manj, bom pohitev. Aha, 1 uro. Vse skupaj. Ne, še eno. Ok, v redu. Sem mislil, da še 15 minut. Ok, gremo zdaj v glavnem na vojaško teorijo. Tle je spet nek sam opis od Mauta, kaj so bile razmere, v katerih se zgodi kitajska revolucionarna vojna, a ne. Torej neka velika polkolonialna država, ki je totalno neenako razvita politično-ekonomsko in skozi katero je že vsaj delno potekala neka velika revolucija, velik in močen nasprotnik, majhna in šibka rdeča armada in agrarna revolucija kot glavna gonilna sila. In iz pač prve in četrte karakteristike, ne, torej pač tega neenakega razvoja in tega, da je možnost te, recimo temu, revolucionarne ali pa vsaj ljudske politike agrarne revolucije sledi, da je pač možno, da rdeča armada zraste in premaga nasprotnika. Ampak ja, boj pa bo dolg in lahko zgubljen, če se naredi preveč napak. Torej, če povzamemo, komunistična partija Kitajske se v vojni znašla iz čiste nuje, morala je preživeti grožnjo pač totalne anihilacije. Proti vojski se ni bilo mogoče boriti drugače kot z vojsko, to pa je po zaslugi te prve združene fronte delno imela.
v teh trupsih, ki so pač simpatizirali. Poleg tega je šla še z enim pomembnim znanjem iz te izkušnje, in to je z organiziranjem kmečkih uporov oziroma ljudskih množic. To so zdaj te karakteristike in zdaj vedeli so, da pač borba bo torej dolgo trajala, kako jo je možno preživeti. Najprvo je bilo treba zagotoviti neko stabilnost. Iz izkušenj prvih napadov na mesta, akcionizma pri netenju neštetih kmečkih uporov brez neke perspektive in v bistvu ne samomorilnosti kmečkih množic, ki pač niso šle v te upore, ker so vedeli, da ne bo neki dosti iz njih, zdaj šli dve spoznanji z oblikovanjem Rdeče armade v kitajskih razmerah. Na vojaški strani je to obstoj tradicionalne vojske, oziroma recimo temu ene velike pač močne sile, ki se skupaj premika, in gverilske vojske. Na politični strani pa je bilo to nenehno služenje ljudstvu, gradnja baznih ozemelj, ker se komunistične politike oziroma politike, ki jih oni izvajajo v praksi med prebivalstvom in vojaki in tako dokazujejo svojo dobrobit. Začnemo prikaz tega recimo na vojaški strani. Gverilsko obliko vojskovanja Mao razume kot prvo najbolj spontano obliko upora. To so kmetje, ki se pač uprejo zatiralcu, neke saboterske akcije male in tako naprej. Ta gverilska oblika se reproducira na podlagi ljudske podpore, zato mora non-stop izvajati ljudstvu všečne politike, a sama po sebi, torej s temi majhnimi akcijami in tako naprej, ne more sprovesti odločilne spremembe, sploh ne proti tako močnemu nasprotniku, kot je bil takrat Kuomintang. Kajti v nasprotju z drugimi oblikami vojskovanja, to je pozicijsko in mobilno vojno, pač bazira na manjših enotah, konstantnemu premikanju, majhnih napadih na sovražnika, na njegovih šibkih točkah in podobno. Odločilno spremembo v bitki pa pač lahko proizvede le neka vojaška sila, ki je vsaj približno na nivoju nasprotnikove, no, plus minus. Zato je potrebno gojiti tudi tradicionalno vojsko. Zakaj te navednice? Zato, ker zaradi političnih ciljev in dolgotrajne narave vojne ne more biti kar enaka standardni državni vojski. Hkrati nima državne industrije za sabo, nima državnega aparata, ki bi jo vzdrževal, in če naj širi revolucijo in preživi, potrebuje zgolj podporo ljudstva. Tako je Mao prišel do pač te sintagme, torej kitajska Rdeča armada je pač oboroženo telo, ki izvaja politične naloge revolucije, in Rdeča armada se ne bori le zato, da se bori, ampak zato, da izvaja propagando med množicami, jih organizira, jih oborožuje in pomaga vzpostavljati revolucionarno politično moč. Brez teh ciljev se nima smisla bojevati in Rdeča armada izgubi razlog za svoj obstoj. Ta politična perspektiva pa ni sama po sebi direktno prisotna v življenjskih pogojih vojakov. To lahko primerjamo z recimo vojskami warlordov, majhnih in velikih, sploh majhnih, ki so bile v zelo podobnih razmerah, ki so za preživetje pač plenile povsod in ropale in tako naprej, oziroma nekim pojavom banditov, kot sta bila ona dva, ki se jim je malo prej pridružil, ki so z večinoma, glede na neke naključno objektivne pogoje, se migali med nekim Robin Hoodovstvom in sam ropanjem. Viri teh pozicij vojakov so torej nizki politični nivo, plačanska mentaliteta, pridružili so se iz čisto osebnih koristi, preveliko zaupanje v lastno vojaško moč ali pa obratno premajhno zaupanje, ker ne vejo, kaj se okoli dogaja, in slabo politično delo partije med nižjimi vojaki. Iz tega izhaja, da je potrebno politično perspektivo in vodstvo tako rekoč unesti od zunaj v vojsko. Nadzor nad njo mora imeti partija. Rešitev je izobraževanje in politično delo med vojaki ter močan civilni nadzor nad vojsko, ta pa je zagotovljen s primarnostjo nevojaških partijskih struktur in seveda pač običnih, in vojaških partijskih struktur, rekrutacijo dokazanih političnih kadrov iz podeželja v vojsko ter kritiko nekih, recimo temu, civilnih vojskih struktur, ki pa delujejo po principu svetovanja, ne ultrademokracije, kot bi rekel Mao. To so bili, no, zdaj bomo povedali, vojska je tako celostno transformirana. Če naj njen boj traja domala v nedogled, ker je leta 1928 bilo to, kar je izgledalo, da bo, mora postati način življenja. Oziroma, kot reče Mao, vojska potrebuje demokracijo toliko, kot jo potrebujejo množice. Torej, vojska živi neko svoje, recimo temu, civilno življenje. Vojaki so dobivali vsi, ne glede na rang, enako količino hrane in žepnine. Razlike so bile le v poziciji, ne pa v samem življenju. V stanovanjski reorganizaciji, ki smo jo prej omenili, na konferenci Gutjen, ki je bila čez 2 leti, so uvedli dvojno predstavništvo na večini nivojev vojske, partijsko in splošno za vse vojake. Kasneje ugotovijo, da je dobro razmerje tukaj
1:2 oziroma da je vsaj 1/3 partijcev v vojski. Te dve strukturi sta lahko nadzirali višje kadre, hkrati so pa tudi te višji kadri preko njih non-stop imeli stik z vojaškimi množicami. Redno so imeli sestanke, ker so se odločali o vsakodnevnih zadevah, kritizirali odločitve vodij, demokratično so skrbeli za vojne finance in sprejemali odločitve o njihovem vsakdanjem dnevnem življenju, kolikor niso šle proti vojaški strategiji. Preko teh struktur se je izobraževalo kadre, med njimi se je vodilo pogovore in, kot rečem, malo induktivno prihajalo do teoretskih spoznanj o njihovem položaju. Množice oziroma vojsko se je teoretsko usmerjalo in jim razlagalo stanje, v katerem so, poročalo se o moralno-političnem stanju vojske in tako naprej. Prav tako so se organizirali klubi oziroma združenja, ki so skrbela za prostočasno dejavnost vojske, to je bilo treniranje nekih vojaških veščin, športa in zabavne aktivnosti, tudi, ki so vojsko izobraževali v pravilno socialistično smer. Po bitkah so se med vojsko odvijale evalvacije, v primeru posebno uspešnih akcij pa so bile tudi priporočene velike zabave, na katerih so participirali vsi kadri, ne glede na rang, in so se tako še dodatno zbližali. Malo sem zafrknil, ampak tle je ena sekcija iz teh navodil o entertainment sectionu za zabavo, ki vključuje divizijo za vice, ki lahko, kot pove, kadarkoli izvaja svoje aktivnosti, ampak mora biti previdna zato, da morajo biti enostavni vici, ampak ne smejo biti preveč obsceni. Če se govori neke zgodbe, morajo biti iz pač velikih uspehov in tako naprej starodavnih zgodb, in zato, da se pač, da je to neka primer obnašanja, ki ga bo se imitiralo in da inspirirajo vojake. In kadar se govori o novicah, moramo pač biti pozorni na lastne zmage in na grozote nasprotnika. Poleg tega pa ima še pač sekcijo za teater, sekcijo za petje in ples, sekcijo za glasbo in tako dalje. In reče, da morajo biti za delo, morajo biti vse skupine in sekcije imeti posebne talente noter. V glavnem. Drugi aspekt je bil pa pač političnost vojske navzven, torej proti nevojakom, in to je bilo seveda poglavitno. In tovariš Mao je tle rekel, da mora biti ljudstvo kot ocean in rdeča armada kot ribe, ki v njem plavajo. Odnos vojske do prebivalstva je v splošnem bil najbolje povzet v teh tako imenovanih 3 pravilih in 8 točkah. 3 pravila so bila, torej upoštevanje ukazov, se ne zasega lastnine ljudi in vse, kar se pač zaseže nasprotniku, se prenese centralni oblasti. 8 točk je bilo pa pač, da treba biti vljuden, pošten, vračati to, kar si sposodiš, plačati, če kaj uničiš, ne smeš pač tepst pa preklinjati na druge, ne smeš uničevati poljščin, ne smeš napadati ženski, ne smeš biti narobe tretirati nasprotnike, te zapornike. Tle je bila še v bolj ljudski interpretaciji, je bila še ena točka, da moraš deficirati v latrine, ne pa kar povsod, ampak mislim, to je dejansko stanje, v katerem so oni bili takrat, pač to je tako, kmečke množice totalno neorganizirane, ki jih je pač bilo treba držati na tem nivoju, in je to bil zelo velik selling point oziroma dobra točka, da pač so imeli tako veliko disciplino. Ja, to je himna vojske, je to pač. Je narejena iz teh 3 pravil in 8 točk. Ja, res je. Seveda pač sam, da ne bo pomote, življenje v vojski ni bilo prav nič rožnato, pač večina teh stvari je bilo uvedenih, da niso glih vsi vojaki dezertirali, ko so hodili po 4000 v sandalih ali pa dobili malarijo na pohodih, se borili proti nekaj 100-krat večjim vojskam in tako naprej. Pač tle je bilo v glavnem ogromno enega trpljenja, ki so ga oni morali preživeti. Tle imam še sliko. S to politiko se je Rdeča armada zagotovila dobrodošlico v raznih vaseh in podporo splošnega ljudstva. Sploh med dolgim pohodom, ko je bila armada ves čas na pohodu, si je tako zagotovila neko široko splošno podporo, tudi pri večini etničnih manjšin, in po celi poti razširjale vest o sebi in svojo popularnost. Poleg teh splošnih vljudnostih vedenj pa je vojska na terenu poskrbela za materialno izboljšanje položaja ljudstva. Pomagala se mu je osvoboditi izpod lokalnih tiranov in zemljeposestnikov, vzpostavila demokratične odnose, darovala je, kot smo povedali, obleke in tako dalje, in po možnosti še kaj izobrazila.
tle je slika, to zgoraj je v bistvu narisana verzija tistih 3 pravil po 8 točk. To spodaj pa je iz enega dosti okej propagandnega filma sodobnega iz Dolgega pohoda, ko grejo ven iz ene vasice in se zbere cela vas in jim ploska, ker so bili toliko okej. In podobno prijaznost so kazali do vojakov nasprotnih vojsk, za ujetnike so poskrbeli in jim omogočili pridružitev vojski oziroma potencialno vrnitev domov. To je Kuomintangu seveda nižalo moralo, saj večina vojakov tam bila bolj ali manj polprisilno in Mao v enem od teh dokumentov tudi svetuje dretje revolucionarnih sloganov med samo bitko, tako za pogum lastnih kadrov kot proti sovražnim, ki jim s tem uničiš pogum in jih pač nekako neko razumevanje vzpostaviš. Politika pa se seveda, če le lahko, ni končala pri temu. Ključna politika je bila vzpostavitev preomenjenih revolucionarnih baz, torej civilnih območij, kjer je lahko Rdeča armada in komunisti, ker so lahko počivali. Te baze so večinoma bile fluidne oziroma kratkotrajne, v primeru ugodnih razmer pa so se pač širile in na teh območjih se je dejansko izvajalo to famozno, to, kar so iskali že prej s Kuomintangom, to buržoazno demokratično revolucijo in neke socialne reforme, ki so omejile ali pa niti to ne na realsocializem, ampak večinoma niti to ni bilo. No. Zemljiško posest so večinoma razdelili na temelju zasebne lastnine, vsaka družina je imela nek svoj majhen kos zemlje, toliko, da so lahko preživeli in na teh ozemljih so izvajali izobraževanje, vpeljali demokratično predstavništvo in tako naprej. Zdaj, to politično-ekonomsko delovanje Kitajske je Mao kasneje opisal kot teorijo nove demokracije. Ta je na oni točki temeljila na participaciji nacionalne buržoazije, kao v vojski proti Japonski, ampak ki je prej ni bilo toliko, ampak princip je načeloma enak. Nova demokracija je oblika revolucije, torej te osnovne revolucije, ne socialistične revolucije, ampak pač buržoazne revolucije, ki pa ne temelji na uvedbi kapitalizma. Je poseben način sodelovanja vseh antiimperialističnih razredov v svetovnem socialističnem boju zoper imperializem. Po oktobrski revoluciji namreč po Maovu ni bilo več mogoče izpeljati te stare oblike buržoazne revolucije, kot je bila na primer francoska. V državah imperialističnega centra oziroma imperialističnih državah, na primer Rusija, proletariat ni mogel izvajati kompromisov za nacionalno in pač drugo buržoazijo, ker je ta bila docela reakcionarna. V polkolonialnih deželah, kot je Kitajska, pa naj bi buržoazija imela neko miro revolucionarnosti, se jo zatira mnogo močnejša kompradorska oziroma imperialistična buržoazija. A te revolucionarnosti, in to mislim, da je ključen moment, ni imela buržoazija zaradi svoje moči. Imela jo ravno zaradi svoje šibkosti, nedoslednosti in nagnjenosti k kompromisom. Buržoazija oziroma mala buržoazija ima po celem svetu v naravi kompromitiranje z drugimi razredi, zdaj šibkejšimi, večinoma močnejšimi. Na Kitajskem pa naj bi bila ta narava toliko močnejša. Zgodovinsko je sicer dokazala, da buržoazija pač nima nobene vodilne vloge, lahko se le pridruži proletariatu, ki vodi njen boj, oziroma v kitajskih razmerah partiji. To je pomenilo v praksi politiko, ki so jo izvajali, v bistvu nacionalizacijo vseh velikih bank, monopolnih združenj in tujih podjetij, omejeno dopustitev manjše kapitalistične zasebne lastnine in spodbujanje malega kmetijstva, ter seveda nek pač osnovni nivo delavskih pravic. Politično strukturo, ki jo priporoča za ta ozemlja, Mao opiše kot demokratično centralistično, tudi izven partije, da mora biti. Taka sprega je naravno izhajala iz konkretnih razmer na Kitajskem. Po domače povedano, kuomintangovski režim je bil tako obupan, da ga pač res noben ni maral. Ponovno pa je potrebno poudariti, da komunistična partija Kitajske po izdajstvu leta 1927 ni niti za trenutek verjela v moč oziroma recimo temu revolucionarnost Kuomintanga ali pa v vodstvo nacionalne buržoazije. Proletariat, utelešen v politikah in zavesti komunistične partije, je bil tisti, ki je vodil vse ostale razrede v revolucionarno borbo in ki so se mu tej razredi podrejali. Zdaj, preden grem na zaključek, tle sem pripravil še primere enih par, recimo temu, drugih komunističnih oziroma maoizmu podobnih vojsk in gibanj po svetu. Sicer to ni popolnoma izdelan opis, zato ker čisto iskreno zmanjkalo mi je časa, plus ni ravno dobrih neliberalnih virov, ki bi o tem govorili, plus pač, ja, mislim, je tudi cela svoja posebnost, no, ampak ne vem, enih parih je fun fact, no, tako da bom vseeno povedal. Če začnemo na domačem terenu, Jugoslavija,
Tito in ostali komunisti so preko Kominterne dejansko vedeli za pač dogajanje na Kitajskem in so takoj v štartu poštekali neko zelo veliko mero podobnosti, ki je bila med tema revolucijama. Na začetku vojne je Moša Pijade v govoru partizanom razlagal o dolgemu pohodu za to, da jih je pač inspiriral, in marca 1942 so na Hrvaškem, na nekem osvobojenem ozemlju, v neki ilegalni tiskarni, tudi izdali eno brošurico Kitajski partizani in njihov 12.000 km dolg pohod. Med večjimi oboževalci Mauta sta bila Milovan Džilas in Boris Kidrič, ki sta opazila veliko podobnost med materialnimi razmerami obeh komunistov. Slednji, torej Kidrič, se je tudi eksplicitno oprl na kitajski primer pri želji po temu, da se preskoči vzpostavitev kapitalistične države in takoj gre v vzpostavitev neke real socialistične oziroma novodemokratične faze, če tako rečemo. In takrat je to pomenilo tako na Kitajskem kot v Jugoslaviji neko nasprotovanje uradni politiki stalinistični. Zdaj, drugi primer je Vietnam, a ne? Vietnam je bil najbolj direktno inspiriran od maoistične teorije in izkušnje. Kitajska jim je itak pomagala pri svojemu boju in podobno so sledili tej trostopenjski teoriji. Prvo majhne baze in osnovno utrditev, na to širjenje političnega vpliva, večanje baze, na koncu pa ortodoksna in zmagovita vojna. In kot se je pač videlo v njihovi borbi proti ZDA, mislim, to bilo pač res in so zmagali. Zdaj, pripravil sem tudi, sam ne vem, kako smo s časom, ker sem morda malo pretiraval v raziskovanju, tretjo točko, o morda najbolj neslavni maoistični skupini, in to je seveda Sendero Luminoso iz Peruja, oziroma ta Gonzalo Shining Path. Ne vem, a povemo temu, kaj je, ok. Tovariš direktor kima. No, v glavnem, ja, to je pač bil verjetno nek najbolj neslaven primer pač maoističnih gverilskih skupin. In sicer ta perujska maoistična sekcija nesrečno komunistične partije. Ustanovil jo je Abimael Guzman Reynoso, bolj znan po svojem vojaškem imenu Gonzalo. To je bil en profesor filozofije in na neki točki, ko je zmagal lokalne volitve, tudi generalni sekretar univerze, ki se je že od študentskih let ukvarjal s komunističnim organiziranjem, kar je manj znano, je, da je bil dejansko v 60-ih, torej od začetka kulturne revolucije, dalje 3-krat na Kitajskem, ker se je čisto na teh kitajskih ustanovah treniral v politični teoriji, vojaški strategiji in hodil na neke turistične oglede po Kitajski v te standardne, legendarne lokacije kitajskega realsocializma ali Dajaj komuna, tam so ful stahanovstva dobro delali in tako naprej. Zdaj, verjel je, da so vse obstoječe realsocialistične države bile revizionistične in po njegovem prepričanju je bil edino Peru tak, ki bi lahko rešil svetovno revolucijo in jo začel, kar je bilo, mislim, seveda rahlo nerealistično. Zdaj, kar se tiče materialnih razmer, to je morda bolj zanimivo oziroma manj znano, so bile zelo specifične takrat v Peruju. Pač po drugi svetovni vojni je Peru ves čas gravitiral med nekimi bolj kompradorskimi, pa bolj nacionalno usmerjenimi vladami. In v 70-ih, torej v času, ko je Sendero Luminoso rasel in se konsolidiral, je državi vladala dejansko najbolj progresivna struja do takrat. To je bila sicer avtoritarna vojaška diktatura, ki pa je večinoma zaradi strahu pred tem, da bi nekdo se boril proti njim, bila usmerjena v neko izboljšanje življenja večine prebivalstva, izvajala je neke agrarne reforme osnovne, nacionalizirale ključne sektorje ekonomije in podobno. Žal pa teh reform zaradi raznih razlogov pač niso bili sposobni properly izvesti. Ful so se zadolžili preveč in neko izčrpavanje nafte se jim je zalomilo in tako dalje. In ko je prišlo do inflacije, so bili primorani razglasiti ponovne volitve, na katerih se oblast vrne staremu proameriškemu bivšemu predsedniku. Zdaj, bojkot teh volitev oziroma zažiganje volilnih skrinjic je bil tudi začetek dejavnosti Sendero Luminoso, ki je potem, ker ni imelo ful velikega vpliva političnega, ker so to naredili v pač eni vasi, ki je hitro prešla v fazo ljudske vojne. Torej, to je leta 80. Ene 10 let je bila v tej ljudski vojni dejansko zelo uspešna in je zasedla tudi tretjino države. Večinoma zato, ker si vlada ni upala napasti nazaj, ker je ta lik je zdaj prišel na oblast, valjda ni hotel spet upoklicati vojske, ki bi prevzela oblast, potem, ko je glih dobil po 10 letih nazaj.
in je zato pošiljal kvečemu neke policijske enote, ki so pa, ko so napadele, bile tako ful brutalne in prebivalstvo alienirale od sebe. Hkrati so se ekonomske razmere, mislim, to je bilo klanje, posiljevanje in tako naprej, ne, strani policije. Ekonomske razmere po državi so se tudi vztrajno slabšale, kar je seveda še večalo nezadovoljstvo ljudstva. In to nekako se izigrava, dokler v 90-ih ni prišla na oblast tako imenovana tretja opcija, torej nobena od teh dveh strank, ki sta do takrat bili v Peruju. To je bil nov politični kandidat, Fujimori se je klical, ki je razglasil v bistvu vojaško stanje in eventualno aretiral Gonzalota in s tem tudi efektivno uničil Sendero. Zdaj, problem Sendero Luminoso je bil predvsem v njihovih metodah dela in vojskovanja. Znani so bili po ekstremni brutalnosti v svojih operacijah, ki so bile kao neka še elemente terorizma so dodali not. So pogosto napadali razne nižje državne uradnike, lokalne sodnike, župane, bla, 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 ki seveda v praksi niso imeli kaj dosti veze z državno oblastjo. In na teoretski ravni pa so izhajali, mislim, popolnoma napačne teorije. Peru ni bil kot Kitajska polkolonialna in polfeudalna država, kot je trdil Gonzalo. Tisti, če ne drugi vojaški režim, totalno uničil vse ostanke feudalizma in naredil nek srednje državni aparat in centraliziral oblast in tako naprej. In hkrati ta oblast je bila še posebej takrat bolj ali manj centralizirana in se ni delila na frakcije kot na Kitajskem. Na zasedenih ozemljih Sendero Luminoso ni pridobil, razen v redkih izjemah, v bistvu nobene popularnosti, saj je na veliko klal lokalne voditelje in poskušal uvesti neke oblike napredne socialistične, realsocialistične oblasti, čeprav so oni temu pravili, da je bila to nova demokracija, ampak mislim, dejansko so napadali tiste, recimo temu, avtoritete oziroma hierarhične oblike, ki ljudi niso toliko motile. In skratka ni mu uspelo dobiti množične podpore teh združenih revolucionarnih razredov. Vojska res ni bila kot riba v morju in vlada je lahko tako uspešno mobilizirala ljudske gverilske novaduške skupine in si zagotovila kasneje tudi podporo najrevnejših delov prebivalstva z usmerjenimi reformami in močnimi materialnimi pomočmi. Nasploh pa je bil problem to, da ko so aretirali veliko vodjo Gonzalota, je pač Sendero totalno propadel, ker je vse temeljilo na tem, da on daje navodila in je rešitelj in glavni in tako naprej in produciral vso teorijo. Pol so v Peruju v 90-ih uvedli totalen neoliberalizem in komunizem v veliki meri zaradi Sendero Luminoso postane, mislim, zelo nepriljubljen, no, oziroma tabu tema, visoko preganjan, katerekoli leve politike so bile takoj z njimi povezane. Je pa treba pripomniti pri tem, no, da se izognemo temu nekemu meščanskemu moraliziranju, da je bil Sendero Luminoso dejansko, ko pogledaš, odgovoren le za polovico smrti, torej od 70,000 ljudi v tej državljanski vojni. Vojska in policija pač sta bili odgovorni za drugo polovico, ker sta glih isto brezobzirno klali prebivalstvo in tako naprej. No. Tako da po domače povedano lahko bi rekli, da Gonzalo ni uspešno izvedel konkretne analize konkretnih okoliščin, ni pravilno presodil razmerja razredov in ostalih političnih sil in zaradi tega je sledil velik neuspeh. Pol sem še eno točko hotel dati, sam in nisem zares, to je bila v bistvu PFLP, to je bila ta palestinska maoistična organizacija. Za njihov problem je bil predvsem to, da so tudi napačno analizirali razrede. Mislim, v taboriščih v sosednjih državah okrog Palestine nimaš glih ful proletariata, imaš sam v bistvu lumpen proletariat. Dosti večji problem od tega pa je bil to, da mislim, sovražnik ne le, da ni bil neenoten, ampak je bil skrajno enoten, skrajno močen in tako najbolje pač verjetno podprta vojaška država ever. Tako da tudi neka, recimo temu, pravilne analize razredov in gverilska vojska verjetno ne bi mogli pomagati na dolgi rok zares, kot jim tudi niso. Tako da, če pridemo počasi na zaključek. Največja zasluga oziroma uspeh maoistične teorije je bila
seveda uspešna konkretna analiza konkretnih okoliščin Kitajske ob strogem sledenju marksistično-leninistični liniji. Kitajski komunisti se niso slepili oziroma so se bili prisiljeni nehati slepiti, da ko so govorili o nacionalnem boju. Po strogi razredni analizi so prišli do zaključka, ker so videli možnost sodelovanja med različnimi razredi, hkrati pa so vselej zavedali nestabilnega značaja buržoazije ter omejenega značaja kmetstva. Kitajska revolucija je bila uspešna, ker je vodil proletariat oziroma komunistična partija je vodila, no, ki je njegovo zavest poosebljala in ker je partija znala združiti marksistično teorijo s strateškimi in materialnimi okoliščinami, v katerih je delovala. Predvsem pa je potrebno tle poudariti, ko smo videli ljudsko vojsko, kot jo je prakticirala komunistična partija Kitajske, in na njeno ločitev od vojske kapitalistične države. Ljudska vojska je življenjsko povezana z dobrobitjo množic, druga pa z državnim aparatom in razredom, ki ga ta državni aparat brani. V tem oziru je vojska le podaljšek oziroma dodatna dimenzija partije. Je odraz situacije, v katero je partija kot neka samostojna entiteta prisiljena in ki lahko preživi na dolgi rok le tako, kot lahko preživi partija. To je z nenehnim služenjem in podporo množic. Delavska stranka mora biti notranje močna, enotna in konsolidirana, z jasno teoretsko usmeritvijo dolgoročnega služenja proletariatu, kot je bilo tukaj, ker kratkoročno ni bilo glih možno. Dolgoročno, kje smo ostal? Ja, in se ne sme podrejati buržoaznim oblikam oblasti, kot so pač mnogokrat videli torej pri Kitajski, ko se je pač podrejala Kuomintangu in kasneje v raznih eurokomunizmih, reformistih in tako naprej. Ne. Če se sklepa zavezništva, mora biti bodisi partija v vodilni vlogi in imeti zagotovljeno premoč nad reakcionarnejšimi silami znotraj zavezništva, ali pa biti vsak trenutek pripravljena na izdajstvo. Nadzor pa seveda izhaja iz premoči in ta v zadnji instanci prihaja iz puškine cevi, zato pa partija mora biti tista, ki ukazuje pištoli. In kot piše tukaj zadaj, naj živita nepremagljiva marksizem, leninizem in Mao Zedongova misel. Hvala. Hvala, Filip, za to izvrstno predavanje. Imate morda kakšno vprašanje v zvezi s povedanjem? Ne? Ko si govoril o vojski v maoizmu, ima v bistvu pa vojska tukaj nekako isto funkcijo, kot ima v ortodoksnem marksizmu sindikalno gibanje. Nek najbolj napreden element ljudstva, ki potem pač, najbolj organiziran element ljudstva, ki potem vodi ljudstvo, ampak rabi pa od zunaj dobiti nekako pač marksizem od socialdemokratske stranke, tukaj pač od komunistične partije. Ja, v bistvu bi se lahko tako reklo, ja. Sej na nek način, ima dejansko dosti konkretno vlogo tega, da izboljšuje pač razmerje na terenu. Je zdaj bolj hardkorno, zato ker na eni točki bolj ali manj celostno kontrolira eno ozemlje in je po moje dosti manj prostora za nek reformizem, no, kot v primeru sindikata, ker pač recimo, da lahko zapade zaradi nekih kratkoročnih ciljev. V primeru vojske pa, če zapade kratkoročnim ciljem, bo pač verjetno prej umrla, no, ali pa jih bojo pač pregazili, nasprotnik, no. Ja. Sej, je pa res, da morda, za razliko od sindikata, sindikat recimo, vsaj kolikor bi jaz rekel, mora vedno pušati, da doseže pač največ, kar lahko. Recimo, tle smo videli, da vojska na teh osvobojenih ozemljih dejansko ni tega smela pušati. Pač na neki točki so v Jiangxi Sovjetu hteli nekako že začeti kolektivizacijo in pohitriti to razdelitev zemlje oziroma nek socialistični proces kmečki in je to valjda sprožilo ful velik odpor med kmeti, no. Je pa res, da je obratna stran tudi prinesla sabo to, da se je ogromno landlordov
bi se reklo, skrilo med partijo in pač malo prevzelo te procese, ker so se tudi oni zavedali, no, in pišejo pač o problemu tega, no, da so se, ne vem, zlagali glede pač kvalitete zemlje in so pač to zemlje, ki so jo razdali, je bila ona najslabša, ohranili so dobro in pol v nekem tam kotu še vedno trgujejo s svojimi presežki, ki jih noben drug nima. Tako da, ne vem, to je morda razlika, ja. Nisem pa še nikoli tako razmišljal v primerjavi. Je mobilna vojska, o kateri se je govoril, ta klasična centralizirana vojska, bila omejena v svojem delovanju na osvobojena ozemlja, ali je tudi dejansko delovala ločeno od osvobojenih ozemelj, kot je bil recimo ta dolgi pohod? Je bil to edini primer ali jih je bilo več tega? Mislim, bolj ali manj, mislim, dolgi pohod je bil načeloma najbolj ekstremen primer tega, da je izven delovalo. Načeloma je še vedno bolj ali manj okoli osvobojenih ozemelj oziroma se vsaj delno premika z njimi, no. Ker ta mobilna vojska mora imeti pač odzadje, ki daje logistično podporo in vse ostalo, kar potrebuje, no, neke supplies in tako naprej, ki jih recimo da gverila si mora sproti zagotavljati. Tako da večinoma so mogli imeti svoje odzadje, no. So pa seveda pač bolj mobilni kot pozicijska, ne, tako da hitrejše napade omogočajo. Recimo, da lahko bolj sunke delajo in tako naprej. Najprej hvala za čisto hudo predavanje. Imam mogoče eno random vprašanje. Nikoli mi ni bila jasna obsesija francoske komunistične partije z maoizmom. Tako da, a ve... Pa to ni bila francoska komunistična partija. To so bili ravno disidenti. Oni so bili stalinisti, maoisti so bili druga spekcija. Okay, hvala. Sorry, potem pa nimam vprašanja. Ne, mislim, kar se tega tiče, je bil en element v, mislim, sploh po sino-sovjetskem Splitu, no, mislim, tudi na vse zadnje ta Shining Path, ne, je primer tega, ko ogromno teh disidentov mislim, začne bolj podpirati Kitajsko in tudi ni se ful vedlo, mislim, to sem bral od nekega tipa, ki je raziskoval, no, kako se je razvijal Shining Path in neko svetovno maoistično gibanje. In recimo kako Rdeča knjižica, ne, pač, mislim, ki zdaj vemo, da je bila malo smešen izum oziroma tako, no, pač bodimo iskreni, no, niso glih zdaj ljudje se učili, ne vem koliko, tako da so pač tam v roke dobili pa čitali med odmori, ampak takrat se tega še ni toliko vedlo, ne. In recimo to, da je imel Sendero Luminoso na voljo, ne vem, v praksi ene par tekstov od Maota pa ful rdečih knjižic, je za njih pomenilo tako veliko kao revolucionarno orožje, ker ideja je bila, da če ti daš rdečo knjižico pač nekim res pristnim kmečkim množicam se bodo iz nje nekaj naučili in organizirali, ne, in gradili gibanje naprej. In takrat se je tudi razumelo, da se na Kitajskem pač te procese med kulturno revolucijo tako izvajajo, no, da to je res pač ful množična ljudska participacija, ki zdaj spet na neki točki je bila, na drugi točki ni bila, pol je bila dosti hitro zatrta, no. Ampak ja, tako da bila je neka ta, recimo, mitizirana podoba, no, ki je prihajala predvsem teh nekih bolj ljudskih elementov kulturne revolucije kasneje. Kamili so ekskurzije na Kitajsko? Reči, Belgija je bila prva na Francozi. Še eno zgodovinsko vprašanje. Rekel si, da pač so se, dobro, ne samo zaradi tega, ker je bila namera med Kuomintangom pa komunisti ista, ampak tudi zaradi tega, ker so bili Kuomintang bolje oboroženi in seveda bolj množični. Me samo zanima, dobro, to se dogaja še preden se je Sovjetska zveza sploh vzpostavila. Verjetno, da potem, ko Sovjeti tudi vzpostavijo državo, lahko oni financirajo komuniste. Vprašanje je pa, odkje je Kuomintangu prišlo to materialno zaledje, puške, denar in tako naprej, če je država v bistvu na obali ropana od imperialistov, noter razklana od warlordov, na kaj so se oni lahko sploh naslonili, oziroma kdo jih je potem financiral do poraza. Mislim, tle je bilo, mislim, da, verjetno predvsem zaradi čist logističnih problemov, žal Sovjetska zveza ni ful podpirala materialno komunistov, so večinoma oni morali ropati Kuomintang, no.
Ampak ja, mislim, na začetku so totalno, pa, mislim, basically vso orožje, no, Sovjeti dali, vse koliko štekam. Oziroma je tudi od teh warlordov, ki so bili na njihovi strani, no, oni že od štarta, te warlordi so pa odprej imeli tudi čisto od nakupov Čingovske dinastije, pač neki so, to je bila zastarela orožje, no, v praksi. Ampak ja, mislim, kasneje dobivajo od imperialističnih sil, ne. Pač sej že s šanghajskim masakrom začnejo sodelovati in pol dalje, kot so rekel v tem Fifth Encirclement campaignu, ko jih prisilijo v dolgi pohod, so nacistični svetovalci, letala, tanki, vse je tam. Sem prav razumel, 1 milijon vojakov? Mislim, da ja, da so milijon, tam skoraj milijon. Mislim, da 900 000, če se prav spomnim, je bilo 900 000, pa zdi se mi, da so jih imeli še enih par v zaledju. Bilo 36, 37? Ja. Ne, to je bilo 34. Spomnim, tam je imel 4 milijone vojakov, takrat cirka. Ja, to so pač vedno te kitajske številke. Pač. Vse je ful veliko. Ampak ja, ne, mislim, ja, od imperialistov so dobivali orožje. Ampak na začetku... Na začetku bolj ne, no. Ja, na začetku je bilo mišljeno Kuomintang v bistvu kot kompradorska sila, torej da bi oni samo združili Kitajsko, pa potem omogočili neko imperialno ropanje, kjer bi oni bili kompradori, ali v bistvu se tudi mislim, so se pa tudi imperialistov zdobili. Tudi ja, imperialistov so se hoteli, mislim, čisto od štarta ta nacionalni program še iz 1911, ko pač se uniči dinastijo, je zelo nacionalistično usmerjen proti vsem tujcem. Tudi večina teh spontanih, mislim, bolj ali manj spontanih kmečkih gibanj vključuje neke bojkote tujih izdelkov in tako naprej. To je bila prevladujoča linija, da treba te tuje hudiče vršiti ven iz države. Tako da ja, mislim, bili so v štartu kao nacionalistična sila, no. Thanks. Je partija še prisotna v kitajski vojski sodobni? Ja, mislim... Je organiziranost približno isto? Ja, koliko razumem, ja, ostaja dejansko glih to razmerje 1:3 ali koliko ostaja. Je pa tudi obratno nekaj, mislim, nimam tle, se ne spomnim točno, ampak v tem parlamentu kitajskem celo vojska je kot provinca in voli nekaj poslancev, no, oni volijo prav vojska kao kot pač ja, svoja provinca. Ampak ja, je, no. Mislim, se pol so imeli, to ostaja, no, tudi v neki partijski literaturi današnje vedno poudarjajo, da držijo princip, da partija kontrolira vojsko. In ne vem, mislim, to je bolj fun fact, I guess, ampak ja, recimo Jiang Zemin v konc 90-ih tudi prepove v bistvu zasebno podjetništvo visokim vojaškim kadrom, glede zaradi tega, da ne bi se preveč zbližali s kapitalističnimi cilji ali pa ne vem, si producirali orožje sami zase in ga kupovali in tako naprej. Tako da, ja, probajo imeti nadzor, no. Jaz sem še eno malo zgodovinsko vprašanje. Pač dolgi pohod, zakaj je šel glih pač kot severno, a ne, pač kakšen je bil namen, da je šel tako gor. Pa še, ko smo glih govorili o oboroževanju, pa ki so dobili potem puške, a ne, je bil to mogoče tudi namen, pač, da gre bolj severno, da si bliže Sovjetske zveze, da te potem lahko soplajajo, ali se je soplajanje iz Sovjetske zveze zgodilo šele po drugi svetovni vojni? Mislim, na tem dolgem pohodu niso od štarta vedeli, kam grejo, no, po domače povedano. Začeli so s ciljem, začeli so čisto z osnovnim ciljem, da zbežijo in grejo v katerokoli od drugih teh območij, ki so vedeli, da obstajajo na uni točki. Kot pač, ja, taki so obkroženi, s katerih so pol tudi zbežali, no, komunisti. In so se pol, ne vem točno koliko, ampak so se v glavnem na poti se je non-stop ta cilj spremenjal. Tudi ta v bistvu kreganje Maota z vodstvom je temeljilo na eni točki glih na temu, kam naj grejo, no, ne grejo neko bližje območje in je Mao kao bil neki, to fiksno obstaja več in pol pač ni obstajalo več. Oziroma ono, pač tudi če gremo, nas bojo napadli, no, in gremo raje dalje hoditi in tako. Ampak vem, da na eni točki v glavnem
v bistvu izvejo preko nekega časopisa nacionalističnega, ki pač preklinja te umazane komuniste, ki so kao naredili bazo na severu in pol ugotovijo, da ok, nekaj je tam gor in pač grejo proti tam, no. To je bila pa relativno majhna stvar, mislim, ta Sovjet zgoraj se je ful pol izboljšal, ko oni pridejo not, no. Ja. Še kakšno vprašanje? Zadnja priložnost. Če ne bolj, hvala vsem, da ste prišli. Še enkrat hvala Filipu za Fire pa ljudsko predavanje. Mi pa se vidimo naslednjo sredo spet ob 6.